Metka in Zoja sta prijateljici in zelo dobri odbojkarici. Ali odbojka ne gre najbolje, je pa odlična pri kemiji. Ker pri igranju odbojke velikokrat slabše odbije žogo, sta jo Metka in Zoja začeli zasmehovati na družbenih omrežjih. Ker so se ob gifu, ki je krožil po Instagramu, nasmejali prav vsi sošolci, je Alja postala žalostna, športne vzgoje pa se izogiba. Bolj smo se hecali včasih kdaj s prijatelji, recimo, če si kaj naredil, kaj neumnega. Mene so zasmehovali, zato ker sem v šolo nosila make-up. Se zgodi, da se pojavljajo fake profili na Instagramu, Snapchatu, Facebooku in potem zasmehujejo preko tega. Zasmehovanje ni smešno, ker tudi se hitro razširi, tudi če ni po spletu. Takrat sem se počutila ful potrto in ni mi bilo fajn, nisem rada hodila v šolo. Tisti, ki zasmehuje druge, se slabo sam počuti in potem, ko jih žali, se s tem boljše počuti. Če ga zasmehujejo, zagotovo mu ni prijetno, je pa dobro, če ima kakega prijatelja, ki mu stoji takrat ob strani. Ker sošolki nista nehali izdelovati posmehljivih gifov na Aljin račun, se je odločila, da ukrepa. Pri nas, recimo v odmorih, ko se to dogaja, so vedno dečurni učitelji tam. Tudi Alja se je pogovorila z učiteljico. Se jaz z njimi pogovarjam, pridemo do tega, kaj bi jim najbolj pomagalo. Povabim tudi tiste učence, ki so bili v to vpleteni, v kakšno verbalno nasilje in nekako potem skupaj naredijo ali kakšno dejavnost, da imajo skupaj ali pa da se malo bolje spoznajo in sprejemajo med sabo. Ljudje smo različni. Nekateri bolje razumejo matematiko, drugi lepše rišejo, a to ne pomeni, da lahko tistega, ki slabše riše, zato zasmehujemo na spletu ali pa v razredu.